izbrali to temo. Zakaj? Da približamo neko vrstno obliko razlage, katero sprejemam jaz. Verjetno je polno ljudi, ki imajo druge zorne kote in gledajo drugače. Toda v bistvu vsi smo osredotočeni na en datum zaradi majevskega koledarja, pred 26.000 let in tako dalje. In zdaj, če gledamo to zagonetno obliko, bomo rekli, ali je to še znanost, ki izvira v tako daljno področje časa, ali ima sploh še aktualno vrednost sedaj. Kajti pri nas zdaj živimo tako, da že ne veš več tisto, kar je bilo predvčerajšnjem, novo je danes že staro. V resnici pa vidimo, da določene kulture, tukaj med njimi tudi majevska, še vedno imajo isto trdno vrednoto kot takrat, pred tolikim tisočletji. Why? Zakaj? Zaradi tega, ker nosijo duhovno snov. Kaj pa je duhovna snov? Duhovna snov je tisto, kar se ne da videti pa utipati. Pa je in tisto ustvarja smisel našega življenja na tem planetu. Ko gledamo Maje, so oni v svoji tehnični obliki tedajnega sveta bili zelo napredni. Njihova oprava, vodstvo je slonila na šamanih. Ampak mi bomo to šamansko gledanje morali malo prilagoditi sedajnemu gledanju. Kajti mi danes ne rabimo bobne, pa da se verižimo, pa ogne prižigamo, pa plešemo, pa vpijemo, pa padamo v skrajne stanja duhovnega. Ne, danes gledamo to drugače. Mi vemo, da se še danes uporabljajo šamanske znanosti največ v zdravilstvu. Mi danes, če gledamo, koliko je danes zdravilcev, ki zdravijo na podlagi duhovnih energij. Energij, katere ne poznamo in delujejo samo v času, ko je človek v notranjem ravnovesju. Zato pravijo ljudje, ja, ta bioenergetik, ta intelekt. Sem bila že 5krat tam, pa še nič ni nobenega uspeha. Seveda ne vejo pa, da bioenergetik ne more nič početi, dokler ni tvoj notranji sestav duha v ravnovesju. Ne telesa. Za telo imamo mi kirurge, zdravnike z določenimi znanji, ki dajo garancijo, ampak duhovnih oblik zdravljenja pa mi pravzaprav ne moremo ustvariti, ker smo sami premalo zreli. Šamani, to so bili ljudje, ki so se posvečali dolga leta z visoko kontrolirano znanstveno obliko določenih višjih šamanov. Ampak oni niso poznali samo eno plat znanja, zdravilstvo. Ne. Šaman v tedajnem času je moral imeti kaj znanje matematike, fizike, zvezdoznanstva. Mal cel kup znanja, o katerih danes sploh več nimamo pojma. Kajti on je bil prorokovalec bodočnosti. Zakaj? Ker je imel razvito vidovitost. Ta vidovitost je nam danes neznana. No, lahko rečemo, vidovitost bi človek rekel, se imamo televizor. Sam ta televizor je v njemu, v duhovnem, notranjem razvoju, tako jasno prikazan bil, da je lahko popolnoma videl čas jutrišnjega ali prihodnjega, preteklega časa vse johnike. Jaz sem v življenju imel priliko biti skupaj, brez da so imeli naslov kakšnega šamana,
ki so natančno do dneva napovedali, kaj se bo zgodilo. Pa sem rekel, ja, kje pa je ta moč, da se lahko vklopimo v tako vrsto vidovitosti? To je notranja energija, ki jo mi nismo kultivirali. Zakaj ne? Zaradi tega ne, ker smo imeli drugačne, lažje oblike. Za tisto in tako videnje je treba imeti ogromno duhovne lepote v svojem duhovnem svetu. Če pa si ti špekulativen, grabljivc materialnega sveta, ker moramo vedeti, da Majevce je uničila, boste rekli, ajde mogoče, uničil je kapitalizem. Takrat so ljudje že pohotni bili na blagostanje in so se opirali na to, da so gledali, da so čim več primaknili v svojo korist. Tako, eno kot drugo. In to je bil tisto, kar je naredilo razpad majevske kolektivne družbe. Majevska oblika razlage je ena najlepših v tej obliki, da vidimo koruzni storž. Koruzni storž je bila njihova oblika, da tam posameznik ni pomenil nič, temveč samo celota. Ta storž pokaže, da je moč tega storža zelo velika in velik ima darovit uspeh, če je komponenta skupaj. Posamezna zrna, ki so odpadla, so čisto nepomembna. Seveda so pa oni takrat zelo gledali na nekaj. Kljub temu, da je bila to doba surovosti. Ne smemo misliti, da so Inki ali pa tele Kaziromaji bili humanoidi. Ne. Grozne stvari so se dogajale. Ampak nekaj pa je bilo. Šamani so ustvarjali družbeni sistem, ki je bil v eno smer. Tisti, ki je bil voditelj, torej je moral biti kaj? Enotni s celoto. In oni so morali njemu biti pokorni. Za krajo roka, za laž glava. Boste rekli, ja, a takega takonskega. A veste, da ni danes malo ljudi, ki pravijo, če bi mi danes tako postopali, bi imeli pumanj kradljivcev, ki jih imamo. Strah. Strah je bil takrat temelj, da so lahko formirali družben sistem, ki je odgovarjal moči tedajnega časa. Ampak koruzni storž, mi vemo, koliko pa nas je danes, da smo enotni. Nikjer. Imamo stranke, politične formacije, vse vrste, karkoli je možno, da se razedini, deluje. Namesto, da bi se oformirala neka drakonska poštena družba, ki bi neomejeno na politično in notranjo gledanje skrbelo samo za dobrobit človeštva kot celote. Ne za posameznika. Danes pa imamo mi razne, ki so se nagrabili in te vladajo. In te moramo mi polagati računa, ne oni nam. In če gledamo to, se vprašamo, zdaj, ko bojo volitve, koga bi izbrali? Najte enega, ki odgovarja profilu poštenosti za skupne interese. Za svoje interese, da. Pa naj bo še kakorkoli dober, ker pravijo, če si med baraba postaneš, pa čeprav si bil najbolj pošten. Zato je danes nam treba v jasnost dati nekaj. Vcepiti moramo v sebe, da je osebna oblika duhovne zrelosti edini temelj, da ne bomo kričali na cesti in prosili kruha, temveč bomo imeli srečno obliko družbenega sistema, ki bo jamčil vrednost življenja na našem planetu. Dolg uvod. Toda, zdaj gremo nekaj.
Mi smo sedaj v strahu leta 12, ko se bojo zgodili katastrofalne katastrofe. Ja, kakšne pa so te katastrofe? To je tisto, da bomo izgubili moč kraje, moč nasilja, moč vsega, kar danes vlada v svetu. Če gledamo mi nekaj let nazaj, saj smo mi vsi tukaj mladi, pa bomo videli, da odkar se pomnimo, se je govorilo o vojnah. O ljubečnosti stika, kot je daje energija vojne, jo nismo poznali. Religije, ki so nastale, so se razodkrile, da so sebi namen. Torej, mi rabimo religijo, mi rabimo Boga, toda ta Bog mora biti v nam. Ne izven nas. Kajti izven nas Bog gleda že na drugega Boga. In so bogovi med seboj skregali. Takih grozot, kot jih je ustvarila religija v času evolucije, razvoja tega sistema, še nismo videli. Najhujše vojne so kakšne? Verske vojne. Muslimani, pravoslavni, katoliki, oni drugi se leta in leta koljejo. Kljub temu, da dajejo neverjetne lepa sporočila o ljubezni, o ljubečnosti in ne vem kaj. Cilj jim je vsem pridobiti oblast in z to oblastjo možnost lahkega življenja. Zdaj pa se vprašamo, ali je možnost, da bomo zaživeli v obliki, o kateri sanjamo. Vedno so sanje naš pravljični svet. Sanjamo, da bomo živeli lepo, družabno ljubeče. Na drugi strani pa vidimo sekire, nože, mitraljeze, vsega vraga, kaj je že danes tehnika nazvala. Pa se pa vprašamo, kaj pa je največ krivo, da je to naš mozek. Veste, misel je energija. In ta energija, ki je usmerjena v nasilje, bogatstvo in eno in drugo in krivičnost, ne daje nobenih možnosti, da bomo na tem planetu zaživeli tako, kot sanjamo. Toda, ker pa smo mi vodena bitja, višje inteligence, pravimo, kdo med vami ne veruje v neko božanstvo, v nekoga Boga, v neko nekaj, kar je vredno več, kot smo mi. Skoraj ga ni. Ampak, če gledamo to, bomo rekli, to se pravi, da obstojajo določene energije, ki so iznad naših zemeljskih prvin. Energije, ljubečnosti in zvišenosti kozmičnega življenja. No, zdaj pa gledamo nekaj. Mi imamo energijo, ampak spoznali smo preko vseh različnih oblik, da je samo ena energija. Tukaj na Zemlji, v tebi, v kozmosu, kjerkoli, samo ena energija. Samo mi to energijo pa smo uporabili za določene interese. Zdaj pa se vprašamo, ali lahko mi z sedajno energijo, ki jo imamo na tem planetu, naredimo globalno spremembo. Mi jo ne moremo, naredil jo bo leto 12. To se pa rekli, ja, kaj pa je to? To je tako, frekvenca je frekvenca, je titraj. Ko se bereš doma, da sosed vpraša, če si za norišnica, že veš, da je to ena vibracija, katera frekvenca, ki ne daje možnost nekega sožitja pa miru. Ko pa si srečen, zadovoljen, morda crklanje v posteli, je pa to druga, ista frekvenca, ista energija, ampak druga frekvenca. To se pravi, če bi imeli na kitari samo en zvok,
bi prenehali poslušati. Ker je pa različnost teh zvokov, dobimo zvoke, ki nam ležejo na srce in na dušo. Ali pa na živce. Te sedanji mladinci, ki imajo take svobodnjaške misli, glasbenih efektov, dajejo impuls novega človeka, ki pa nam ne ugaja. Zakaj ne? Ne zato, ker je za nič, ampak ni uglašena na naše notranje počutje. Mi vsi, če hočemo imeti srečo v domu, bomo lahko to naredili, če se bomo uglasbili oziroma sinhronizirali z tisto frekvenco, ki daje up lepega, mirnega življenja. Zdaj smo v tretji dimenziji. Trodimenzionalnost pomeni, da je ta doba, teh 26 let, kakorkoli že, je vedno usmerjena bila na tisto, kar smo rekli trodimenzionalno. Trodimenzionalna slika je kaj? Višina, širina, pa globina. Aha, ampak to je za sedajni čas, ko je bila razvojna stopnja, nujna za začetek. Toda spoznali smo, da človek z lastnostjo treh dimenzij ne more narediti večjega koraka, kot ga je naredil v sedajnem času. Mi smo v sedajnem času naredili več, kot smo sanjali. Smo več kot ptice. Imamo krila in letimo po nebu z večjo brzino. Gremo s podmornicam pa z ladjam hitrejše kot ribe. Toda vse to je res, toda v tem tempu razvoja ni pa duhova, ni duhovne moči, duhovne lepote. Človek je postal stroj. Danes imamo računalnike, polno ljudi, ki non-stop sedijo in postanejo kaj? Računalniška bitja brezdušna. Družine razpadajo. Ker mu žena nič ne povem, ženi mož, neč otrok, piš govorit. Jaz moram na ta določen računalnik se vsest, da bo zadovoljil svoje notranje potrebe radovednosti, nekega novega sistema. Evo. Vprašali so, da imamo, ker človek toliko časa krepeni in sloni pred tem računalnikom. A bo lahko računalnik dobil zavedanje? To, kar loči človeka od živali. Ja, pravi, lahko se bo rodil človek robot, človek računalnik. To je Dalaj Lama povedal. Ampak kako se bo rodil? Ne, da bo stroj, ampak on bo v svojem notranjem življenju stroj, brezdušni stroj. Te brezdušni stroji so zdaj na oblasti. Danes, ko gledamo, da 3/4 sveta hrepeni po znostnem preživetju, to so roboti. To so brezdušni. Zakaj? Ker toliko milijard, ki se kopiči kapitala, se meče v kaj? V orožje, v določene eksperimente, ki so popolnoma nepotrebni. Ampak se vprašamo. Prej smo rekli 3 frekvence, 3 gostote, trodimenzionalnost. Mi moramo priti v 5. dimenzijo. V 5. frekvenčno obdobje, v 5. goščino. Kako pa bomo prišli? Mi te moči nimamo. Ker smo pa mi vsi podrejeni energijam kozmičnih sil. Ker smo mi s tem energijam vsi eno, kot sem prej povedal. Je samo ena energija. Samo ta energija deluje v sodobnem smislu, na kateri stopni si, to energijo tako izrabljaš. Pa smo prišli do nečesa. Maji so ugotovili, da v daljnem času, prosim, 1000 let, so prišli do spoznanja, da se v dobi menjanja frekvence
dviguje zavest. Prva je bila samo enosmerna, ni bila tridimenzionalna, ena dimenzija, pa je bila druga, zdaj tretja. No, zdaj gremo pa mi v katero. Mi pa gremo zdaj v četrto oziroma v prehodu najbližjega časa v peto dimenzijo. Zakaj pa v četrto ne? V četrto gremo, preskočimo, ker je v evoluciji med časom tretje dimenzije in pete že ta preskok, ki naredi to grozno stanje, ki ga imamo sedaj. Mi smo že dolgo časa v četrti dimenziji, katera pa ni ne to, ne ono. Nismo ne trdni, ne šibki. Nimamo svoje energetske sile, ki bi bila končno enosmerna. To da pogledamo. Ja, tale je zaprošenjo, to ne bo da rekale. Moramo videti nekaj. Življenje na tem našem planetu zgleda takole. No, tukaj se rodimo, tukaj umremo. Čim večji krog je, daljše življenje, daljša pot življenja. Tale je že skoraj za dojenčka. Ampak to je ciklično, to se pravi krožno. To krožno življenje je slika celega kozmosa. Cel kozmos je v neprestanem vrtenju v svoji elipsi. To se pravi, pot njihova je čudovita, zakonsko urejena s tako obliko, da se čudno. Ampak če ne bi bilo te zakonitosti, ne bi mogli računati tisočletja nazaj, kar so Maji že takrat znali. Zdaj v tej obliki mi vidimo, tukaj sem se rodil, tale bom pomrl. Ta trenutek sta popolnoma stična. In ko to pogledamo, rečemo, kako pa da je to življenje, eden ima večjo, eden manjšo, krožno pot življenja. Zakaj? Zaradi tega, ker je v vsakem človeku popolnoma odrejena oblika življenjske poti. V trenutku, ko si bil ustvarjen v obliko novega življenja, se je že bila preko usode odrejena, ne glede na to, če si še toliko hotel romantike pa spremeniti dolgo življenja. Življenje je v svoji osnovi zakonito odrejena za vsakega posebej. Ravno tako imajo zvezde, imajo ravno tako rojstvo in smrt. Kaj pa je njihova smrt? Njihova smrt je, kot izgine njihova moč energije in jo požre črna luknja. To je tako rekoč grobar, ki pospravi vse, kar je v svojem razvoju že doživelo in izpolnilo. Ali se ta črna luknja s tem hrani? Tudi črna luknja ima svoje začetno in črno konec. Ampak te črne luknje so tako, kot pri nas, ko vsak teden pride smetar, pa ne se reši vsega, kar je umazanega in nepotrebnega šavja smeti. Ravno tako je v samem kozmičnem, ker moramo vedeti, koliko pa je teh kozmičnih biti, koliko je planetov. Milijarde, milijarde, milijarde. Ne ubijajte se s številkami, ker te številke ne pomenijo nam nič. Dolžine teh njihovih življenj, koliko časa živijo planetna bitja, se merijo v svetlobnih letih, pa vsaka svetlobna nit je par tisoč kilometrov, pa rečeš v sekundi, pa kako bomo pa to računali? Pustimo te račune. Račun delaj ti za sebe, za svoj notranji krog, za tale. Skrbi svoj razvoj, ne samo za to, kako bo doma nov šporhet postavljen, pa drug avto kupljen,
bom jaz duhovno zrel, da bom lahko v krogu tega kroga zaključil čas, dobo in razvoj. Kajti iz tega kroga bo šel v nov krog. Iz kroga v krog, iz kroga v krog. Koliko časa? Dokler ne bo prerasla rast duhovnega življenja do stopnje, ko ne rabiš več reinkarnacije. Zakaj pa rabimo reinkarnacijo? Zaradi tega, ker v enem življenju ne moremo doseči nivoja popolne izobrazbe. Kakšni pa smo danes še mi? Mi smo še v bistvu skoraj kanibali. Mi smo še ljudje, ki žremo. Milijone ljudi je v drugi svetovni vojni zginilo v pečeh, v krematorjih, v ubijanju, ne vem kaj. Pa se lastimo besedo, da smo civilizirani. Počakajte. Civiliziran človek, ko bo duhovno zrel, bo šel v enciklopedijo gledati, kaj je umor. Kaj je kriminal. Mi pa imamo to vsebino, rakovo vsebino v sebi. Ampak ali je potem to življenje pomembno? Seveda. Kajti končno v vseh procesih bomo vsi postali najvišja točka duhovne zavesti, imenovano kozmična modrost ali kozmična božanstvo. Zdaj pa gledamo nekaj. Prej smo govorili, da spremeniti ne moramo mi, tudi če še hočeš. Kajti v teh dobah reinkarnacij smo vedno skrbeli le za to, da smo lahko kot bitja fizična preživeli. Duhovna so bila pa nam v tolažbo kot neke religije, da kot neke aspirini bo že Bog pomagal. Mi pa smo prišli do česa. Bog nam ne more nič pomagati, ker pravijo, pomagaj si in Bog ti bo pomagal. Tukaj je resnica. To je zelo globoka resnica. Kajti, če gledamo, v tretji dimenziji imamo take nizke energijske naboje, da v kakšnem plemenitem sistemu, kolektivnem, ne moremo misliti. Toda zgodilo se pa je nekaj. Majovi so spoznali skozi vso obliko, da se planeti, ki se vrtijo v kozmični takole, večinoma v takih oblikah, ja, se pa vsi v svojih oblikah nekje združujejo in pridejo po neverjetni obliki te naši planeti, to je pa tisto zvezdje, v eno črto. Ta črta je pa to, ker vsak planet ima svojo energijo. In ta energija prehaja na to energijo, na to. In kaj se dogaja? Ta energija se druži in postane močna, tako kot je lahko močen en človek, ki s hipnozo vpliva na človeka. Ali pa z dobrim miselnim vzorcem. Sprejemaš podzavestno energijo, ki te je do zdaj v drugi obliki obvladovala. Zdaj pa je prišla energija, katera je nam neznana. Toda ta energija ne pride z lepim očmi. V tej energetskem boju planetarnega sistema nastane neka določena nova energija, ki prebudi zemljine energetske naboje v notranjosti. Nastanejo zemljotresi, poplave, ciklične zadeve, samih nesreč. Neverjetno, tako kot človek, ko zbesni. Ne veš, kaj bi naredil z njim, dokler se ne umiri. Ta doba, ki bo zdaj 12. decembra, drugo leto, nas bo pripeljala v dobo, ko bomo smatrali, kako bomo pa zdaj živeli, ko smo v nenehnih viharjih, notranjih krizah. Kajti postala bo doba, ki ne bo ne prejšnja, ne sedajna. Ni rečeno, da bo konec sveta.
ampak konec našega sedajnega sistema življenja. To se pravi, pričakujte novo razdobje 12. leta z notranjo zavestjo, da bo treba, tako kot napoveduje radio, ja, čez 2 dni bo pa sneg. Kaj boš naredil? V omaro boš šel, pa boš vzel eno malo boljšo obleko, da ne boš šli v kratkih gledalskih. To se pravi, to je pravzaprav kaj? Opozorilo. Majevske prerokbe so opozorile, pazite se, pripravlja se čas kriz, ki bojo v človeku, kot v zunanjem svetu. Mi vemo, da bo na soncu v tem odijalnem, trajnem razvoju ogromno tistih erupcij, ki bojo naredili strašne vetrove. Spoznali bomo stvari, ki do zdaj še nismo poznali. Kajti, interesantno, da smo mi zdaj v najbolj kritičnem času, kar ga človeštvo pozna v 26 000 letih. Boste rekli, da je to mogoče? Da, to je ta doba, konec ene dobe, prehod v novo dobo. Zaradi česa? Zaradi teh zvezdnih sistemov. Ker te zvezdni sistemi nam dajejo novo energijo, novo obliko moči, ki pa je vedno zaprepašujoče nevarna. Kajti začne se bruhati energetski naboj, ki ga ni sposobna nobena oblika obvladati. Ali človek živi večno? Seveda, duhovno, spiritualno, fizično pa je njegova doba. Od pol ure življenja ali pa 1 sekunda življenja, pa tja do 115 let. Jaz moram še malo počakati. Ta doba je pravzaprav kreativna doba. V tej dobi ti dosegaš kaj? Dosegaš notranjo zavest, zavedanje smislu življenja. Kajti živali živijo, brez da se zavedajo. Živijo pa tako kot mi. Ravno tako mora vodo piti, mora jesti, mora vse upravljati. Množice, vse je isto. Samo kaj je v njih notranjega zavedanja. Mi pa zdaj v tej obliki sedajnega sveta tudi nimamo zavedanja. Zakaj ne? Ja, zaradi tega ne, ker če bi ga imeli, ne bi uprizarjali take vojne in take konflikte kot se. Po toliko 1000 letih ustvariti družbo, ki bi bila poštena, je zelo enostavno. Pa ni. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je ta notranji naš svet še vedno samo nagnjen v razvoju materializma. Cel svet je v nesreči zaradi materialnih, notranjih življenjskih svetov. No, tole smo zdaj prišli, vemo pa nekaj, da v tem času, ko se odigravajo tsunami pa ne vem kaj, se začnemo zavedati, kako je plehko in nevarno življenje na našem planetu. Marsikdo misli, saj tale zemlja, to je mogočna stvar. Veste, ko pa znanstveno začneš obdelavati in delati na svet zemlja, planet zemlja, boš videl prispodobi najboljši način, napihni doma balonček, s katerim so otroci igrali. Toliko, kolikor je plast gume, toliko je zemlja, trdne zemlje. Drugo je vse lava, vse. Pa boš rekel, in toliko, 1 centimeter nad tem, toliko se še da živeti. Pol je pa brezračno, pa ni kisika, pol ni nič. V globini notranje pa so samo plini
in jedro magnetnega fluidnega sile, ki deluje na sleherno bitje našega planeta, v celem kozmosu. Ja, dobro. Zdaj, če tako gledamo, mi bomo stali še par dni, pa bomo to doživeli. Ne trkajmo si zdaj v da je to pravljica. To znanje, ki ga je dosegla oblika majovske civilizacije, je zato tako visoka, ker so bili eksaktno upirjeni samo v eno obliko. Ni zdaj imeli tako kot mi, kot danes, vsak dela nekaj zase, za skupnost pa nič. Tukaj pa bila samo ena oblika. Znanje se je moralo kopičiti v eno smer za preživetje. Ampak zaradi tega so nastale prerokbe. Oni so imeli prerokbe tedenske, pardon, dnevne, tedenske, letne in tisočletne. No, za tih 16 000, to je prerokba. To je dosti dolga doba. Ampak, če gledamo dnevne, zakaj pa je dnevna prerokba pomembna? Da si se pripravil za drug dan, kaj moraš storiti, da boš v moči srečnega in dobrega. Kaj pa tedenska, mesečna? Da boš žito, da boš v pravem času nasitil zemljo z semenom in tako dalje. Če je bila v tistem programu napovedi povedano, da bo suša, da bojo lakote, eno in druge, da bojo težave take in take, so se temu orientirali in so se temu prilagajali. Vse to je bilo tako, da so lajšali to, kar mi danes ne znamo. Mi spoznamo, da kljub temu, ki smo že toliko investirali v našo zemljo, nismo sposobni živeti brez pomoči zunanjih trgovin. Zdaj, če bi bila vojna v eni obliki surovosti, ja, kako smo pa prehranili? Naša polja so prazna. Naša oblika zahtev je tako velika, da tudi v drugih državah bo ena ista sila. Tudi oni nam ne bojo mogli dajati. Mi pa računamo, če bomo imeli bančne račune krite, bomo preživeli pa bo. Grčija bo preživela, pa čeprav bo še 12 dobila milijardnih posojil. Ampak je enako neumno, kot zdaj. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker ni v svoji strukturi enotnega stopa v rešitev. Danes 2 milijona Grkov štrajka. Kaj mislite? Mi posojamo, oziroma banke posojajo, da bi lahko preživele vsak dan takega kolosalnega velikega štrajka, pa košta milijarde in milijarde. Ne zgram tu, na drug stran to. Kaj to pomeni? To pomeni, da taka civilizacija ne more živeti v sinhroni, v blagostanju in v večnosti. Ampak zdaj gremo pa na to, da bo tale energetska stvar nas pa popeljala v 5. dimenzijo. V 5. guščino. Kaj pa se bo spremenilo? Ogromno. Ogromno spremenilo se bo to, da bo človek začel dobivati druge zahteve za potrebe življenja. Razvilo se bo strašno duhovno življenje, ki bo nujno, da bo prekinilo z vsem vzroki teh posledic, ki jih imamo danes. Kajti samo sebe ne bo propadlo. To bo strahovita borba za preobrnitev iz enega sistema v drug. Ali bo človeštvo potem lahko to hitro rešilo? Ta prehod bo vsaj 20 let, katera bo rabu, da se bo celota, kot naprimer po izbruhu jeze, rabiš nekaj trenutkov, da spet lahko žena rekel, ti pa bodo prijatelja. Ampak mora postati kaj? Ravnovesje notranje napetosti. Izgin tista ogromna energija, ki je nastala v času teh
konjunkcije. Pol časa pa bojo te zvezde. To ne bo dolgo. Ker ti oni bojo v svoji ekliptiki, v svojem potovanju se zopet razedinile, zopet bojo. In zopet bo 26 let, ko bojo spet prišli v svojem ciklusu potovanja v eno smer. Kaj bi pa verjetno postala potreba po 5. dimenziji, po 6. dimenziji, po 7. dimenziji. In tako dalje. Ljudje, pred nami je vprašanje, kakšno vprašanje, moralno vprašanje, kako skrbeti, da bomo v skupnosti reševali življenje. Ne vsak, ko svoj kufr pa je tudi. To ne bo rešil. Mi vemo, da je pri teh cunamijih največ izgubilo življenj katastrofalna oblika strahu. In tega neenotnega smisla reševanja. Mi pozabljamo, da smo močni samo takrat, ko smo združeni. Vsak posameznik je bednik, je revež, kajti v trenutku takih velikih globalnih kriz en človek v tisku ruzni odkop, ulica nič ne pomeni. Jaz bi zelo apeliral na vas, da se prvo in prvo začnete resnično razmišljati, ukvarjati s tem, kako naj rešim sistem življenja, mojo družbo, sebe vključi v celoto. Če boš začel razmišljati z ljubečnostjo do sočloveka, boš naredil magnetno fluidno silo, ki te bo združevala, kajti le v združenju smo močni. Kot posameznik bo vsak propadel. In v tem dobi, ko mi pravimo leto 12 je grozno, največ bo propadlo tistih, ki bodo izključno samo živeli v interesu svojega lastnega preživetja. Kar ne bo imel kolektivne zavesti, da mora skrbeti, če hoče preživeti. Zdaj, ko gledamo te cunamije pa te stvari, vidimo kaj? Bednost posameznih. Tudi tisti, ki so se pa združili, so pa le nekako v vojačanju dobili pomoč in se reševali. Tako pa tudi za nas. Ne bom vas grozil z strahom, vam delil strah. Toda zavedajte se, to ni pravljica. To je ena stvar, ki je nam dodeljena kot Božje darilo, da smo ravno rojeni in živimo v času največje kataklizme in spremembe življenja na našem planetu Zemlja. To je zdaj tretja doba, tretja takšna civilizacija. Lemuri, pa še tisti potem, so živeli Atlantida, so bili in zginili v morju. Jih ni več. Tako bomo tudi mi za tem sedajnim svetom izginili kot nepomembni. Ker bo nastala nova zvrst duhovnega mišljenja z bazo frekvence 5. Bil bi vesel, da bi mi rekli, a je kakšno vprašanje? Mogoče bi to že vedeli. Ja, kakšno vprašanje, ki bi ga lahko uvrstili v današnjo debato. Dajte, vprašajte mi kakšno vprašanje. Lahko ga vam govorim samo iz istega zornega kota, ki ga jaz nosim za sebe. Hočem vam povedati nekaj. Družbe prav za nalašč iščejo kaj? Da bo senzacija tega 12. leta v grozoti prikazana. Kajti, kadar je človek neuravnovešen, najlažje lahko ni uravnotežen. Kadar je človek izgubljen, lahko manipulira z njim. Kadar je pa človek zaveden, ozaveščen, je pa močan. In takrat je sposoben najti rešitve, ki pa morajo sloniti na humanih vedah, na ljubečnosti. Največji Bog, ki ga moramo nositi v sebi, je ljubečnost. Ne ljubezen. To se pa reče, kaj je to ljubečnost pa ljubezen. Že sem
parkrat razlagal, pa moram še enkrat povedati. Ljubezen do avta je danes tako velika, ja, da te bo ubol, če se boš naslonil na tisto avto. Ljubezen do računalnika je takšen, da pozablja, da je treba še družino preskrbeti. Ljubečnost je pa ljubezen do vsega, do zemlje, do drevesa, do rože, do mravlje, do tistega, ki je ga na cesti videl, pa ti ne ugaja, do tistega, ki ti je naredil zlo. Kajti, ljubečnost je ljubezen brezpogojnega pomena. Brezpogojno. Mi pa imamo ljubezen v pogojih. Frančka, če boš kušena, te bom pa dal tole, pa eno, pa drugo, pa tretje, pa četrto. Vse je špekulacija, vse je trgovina, vse je robotizacija. Ko pa enkrat začne ta ljubečnost, se pa začne spreminjati notranja oblika energetskega naboja, ki je v srcu. Mi moramo vedeti, da imamo v tem zemeljskem življenju dve energije. Ena energija, ki skrbi za materialno, to je Ta je podrejen našim špekulativnim načinom razsodbe življenja. Drugo je pa srce, ki ne pozna nobenih osebnih lastnosti, temveč živi za vse. Kot sonce sije tistemu, ki je zaslužil toploto in tistemu, ki ne. Mi pa smo lokalizirani. Pa daje kaj? Ljubezen materialnega računskega sistema. Mi moramo nositi ljubezen srca. To ljubezen srca je pa težko prevzgojiti, če si pa nenehno v materialni krizi, ki še tega nimaš. Zato jaz pravim, dajte, spremenite v svoji obliki pogled na človeka. Katerikoli je tukaj med vami. Vsi smo iz istega zornega kota enaki. Vsi smo duhovna bitja. Ko enkrat zemlja sprejme telo, kaj pa ostane od človeka? Duh. Kje pa je? Ker je neviden, pa ga ni nič več od človeka. Nasprotno. Jaz sem imel te prilike, da sem veliko komuniciral z pokojnimi. Od njih dobiva eksaktne odgovore, da ta duh še vedno živi v inteligenci, kakršno še mi ne poznamo, ker so neobremenjeni z težavami našega uma. To se pravi, dragi moji prijatelji, vesel sem, da pridem, vesel sem, da vam odpiram moj pogled, to je moj pogled, ampak ta pogled moj je željen v svetu kot pravljica. Kaj bi bilo lepo, ko bi se vsi objevali? Ja. No, dobro. Še enkrat bom rekel. Dajte, prosim, kakšno vprašanje, če je še v potrebi tega sjajnega. Ja, no dobro. Da bom, mogoče sem se pozabil dotikati stvari. Jaz sem imela eno vprašanje. Recimo, prej, ko ste pokazali, kako se planeti po elipsi nekje združujejo, ne? In nekje naj bi se, če sem prav razumela, naslednjih čez 26 000 let, spet tako. Če velja v našem vesolju, pa sploh v vesolju, nenehna sprememba, kako je možno, da se bodo v bodoče tudi tako postavljali po tej elipsi, to je eno. Drugo pa, z ozirom na to, da, kot pravite, čez dobro leto dni naj bi se nekakva katastrofa približevala, ne? Kakšne zmožnosti, sposobnosti ima človeštvo in na kakšen način delovati, da se katastrofa ne bi. Na prvo vprašanje bom tako odgovoril takole. Mi moramo vedeti, da v življenju sveta in kozmosa ni nič slučajno. Slučaja ni.
je vse zakonitost. Zakonitost je elipsa, konjugacija. Vse je to zakonito in za matematiko posebne oblike znanja lahko to ugotavljamo in spoznamo, da je ta elipsa in ta ekliptik nujna, ker se v zakonitem redu nenehno odvija po zakonih, kozmičnih energetskih zakonih. Mi tle ne moramo reči, da bo pa en planet bolj hitro šel letos, drugi bo pa malo počasno, ker je zmaslo. Ne, ta energija. Če pa je ta energetska nabojnost, ki je za kakšno milijoninko sekunde v razliki, pa ni važno, zaradi tega, ker obim teh energij je tako velik, da zasega takole. To se pravi, da se vse tiste malenkostne korekture selijo v enotno notranjo energijo. To je tako, kot naprimer mi moramo vsako leto, imamo prestopno leto, ne, pa to moramo ga s tistim dnevom, pa s tistimi prilagoditi novemu datumu kolendarja. Ker to je pravzaprav kozmični kolendar. Za dobo 26,000 let. Pa polnoma točen, tako kot je ponedeljek točen, pa torek, tako je točen ta ciklus. No, zdaj gledamo pa drugo. Vprašanje, kaj narediti v tem trenutku, da lahko. Brez duhovne zavesti ni rešitve. Zakaj ne? Zaradi tega, ker miselnost te vodi v tveganje in, kaj si reče, v paniko. Če imaš ti duhovno zavest, da si duhovno bitje, ti fizično življenje ne pomeni več kot to, da živiš za to, da se razvijavaš. Nič več. Mi smo vsi duhovna bitja. Zdaj smo tukaj. Ja, čez 100 let upam, da ni nobenega toliko neumenega naprej rekel, da boš še živel. Zginil boš. Pa boš takrat zginil popolnoma v nepovrat. Ne, ravno tako boš živ, kot si zdaj v duhovnem smislu. Ker zdaj živiš v duhovnem in fizičnem smislu. Mi pa samo vidimo fizično. Ali imaš take špegle gor, pa nima špeglov, to je fizično zaznati. Če pa gledam duhovni svet, bom pa rekel, v duhovnem svetu je te notranje, neviden, a osnova življenja je duh, ne telo. Jaz sem že rekel, ponavljajte v življenju, nisem telo, sem duh. Da boš razumel, da s tem, ko boš umrl, ne boš v bistvu nič izgubil. Karoserija bo odpadla, ker je že ta svoje odigrala. Bo pa nastala možnost uselitve, ker ne bo več tega tereta. In duhovno zrelost je pa treba ustvarjati s čim? Notranje bogatiti lepote duhovnega sveta. Kaj pa je duhovni svet? Religija ni duhovni svet. Duhovni svet je tisto, kar krasi človeka. Ljubečnost, poštenost, dobrota in še. Se lahko ločite. Enega, ki rečeš, ta pa nima nič skupnega, da bi lahko rekel, če človek ni. Malo je. Ampak ljudje smo zmaterializirani in takšni, ko smo vsak enoto in v celem planetu popolni. Ker boš v drugem trenutku že bolj popoln. Ker mi z vsakim dnevom izpopolnjujemo s programi spoznaj novo moč vrednote. Ali vsak to? Ne. Tisti, ki se tega zavedajo, ta prihitreje raste. On, ki pa živi samo za košček kruha in kratke naslave, ta bo pač bizgec. Bo šel v drugo življenje, tele je prišel, tele bo šel. Ja. In moramo gledati, da človek je pravzaprav dejansko brez vrednosti, če nima duhovnih vrlin.
Tisti je samo stroj, ki žere, serije in ne. Ja, grobo moramo govoriti. Zakaj? Ker mi radi ulepšujemo vse, namesto da bi povedali svinja si, da lahko to delaš. Ja, pa bo rekel, ja, se to je žalitev. Ne, žalitev ni, ker če dejansko nisi človek, pol si manj kot svinja. Ko? Kaj ti mene, človeka, krasi razum. Človek z razumom dela idiotske stvari. Prasec pa je, brez da se zaveda, da ga si je rekel to. Ja, tako je. Bodimo iskreni. Dajmo gledati, dajmo to okno straviti. Zavedajmo se, da bomo moralno čisti takrat, ko bomo seks jemali kot temelj osnovnega življenja ljubečnosti. Zaradi potrebe planetarnega življenja. Ne zaradi tega uživanja. Eno noč s Fransko drugam pa nič. In če tako gledamo, danes o seksu sploh ne govorimo. Zakaj ne? Ker to je umazana stvar. To ni tista stvar, ki bi človeku dala ponos. Zakaj? Ker smo ga zmaterializirali. Ženska je postala robotna funkcionarka za izpražnjevanje jajc. In če gledamo takole življenje, bomo rekli, ja pa kje je pa tle dostojanstvo, kje je pa tle tisto, kar bi moralo biti, kaj ti na vse zadnje, plus pa minus, če gledamo yin-yang, črno-belo, sta v svoji osnovi oba enaka. Ženska pa moška, ni nobene razlike v obliki duhovnega sveta. V fizičnem pa pustimo to fizično. Fizično mora biti, da lahko ustroj človeškega sistema nadaljuje življenje. Ravno tako je v živalstvu. Ravno tako je v drevesu. Drevo mora da seme in tako dalje. Ampak če gledamo, da je spolni odnos Božja združitev, ljubečnost, pa bomo rekli, se to je pravzaprav najlepši trenutek našega dejanja v življenju. Zakaj? Ker skrbim, da bo ljubečnost, moja ljubečnost, se vselila v novo telo. Da bo to novo telo vzgajalo nove oblike, ki bojo slonile na želji ljubečnosti, nematerialnega, seksualnega, pohotnega gledanja. To je pa ženska kurba v očeh ljudi. Zakaj? Ja, ker od nje nič ne išče drugega, kot samo, da bo nekaj ji dala, karkoli. Če pa gledamo, da sta te dve polovice, plus in minus, v suštini eno. Moški in ženski. Kdo je lepši v obliki življenja? En in drug je isti. Samo njihova osebna rast pa nas ločuje. Duhovni svet je prelep. Ta ne pozna razlike. Razlike dela v duhovnem svetu pa objemaš kaj? Ljubečnost. Iščeš tisto, kar hrepeni, kozmični zakon združevanja. Veste, kozmične zakonitosti so grozne. One ne poznajo milosti. Ta recept, da se bo delali vulkani, pa cunami, pa to je grozno. To je neobhodno potrebno, da lahko preidemo iz enega kvantnega sistema v drugi. Da gremo iz ene oblike življenja v drugo obliko življenja. Kajti živeti in tapkati na istem mestu, to je greh. Toda morali smo tako. Zakaj? Zaradi tega, ker to je doba Kali Juge. To je doba groze, trpljenja, ki se leta tisočletja že razvija. Zdaj je prišlo pa do tega, da se bo v obliki te konjunkture naredil prelom iz tretje dimenzije kot peto dimenzijo energije. Druga je energija, druga miselnost,
drugačno človeštvo. Pa bo to naredila oblast? Ne. Oblast ne. To je naš dvig zavesti bo to naredilo. Zdaj pa nimamo tega dviga zavesti. Zadovoljni smo z našim stranjem oblasti. Enega drugega bomo dobili. Zdaj ne bo več Pahor, ne bo več Janša, bo un. Ampak to v bistvu ne menja nič. Mi moramo vedeti, da njihova kvaliteta je v duhovni osnovi. Ta oblika inteligence, ki jo tako radi počakamo. Spoznavamo, da so to največji tiči, ki najbolj znajo kulfat pa krest in uničevati rodovitnost našega planeta. Veste, duhovno, dvigujte se, ni treba knjige iskati. Prisluhni srcu. Kaj to pomeni? Bodi enkrat izven miselnega sveta uporabnosti, koristi. Daj bodi enkrat svetloba drugim za pot. Ker če si ti ljubeč, dajo svetlobo tudi unemu, ti živi v nejasnosti. Dobro, jaz zdajle moram zaključiti, ker sem že tako rekoč presegel plan mojega današnjega ciklusa. Upam, da sem vsaj kolikor toliko povedal moje gledanje na leto 12. To bo grozno leto za vse tiste, ki iščejo lahkotno obliko prehoda. Je pa osvežujoče za vse tiste, ki vejo, da je to edina šansa, da izginemo iz tega mračnega, nerazumnega, vsakodnevnega trpljenja, lakote, bede. Kajti toliko bede, pa toliko nesrečnega, še ni gradilo na našem planetu. 7 milijard nas je. Vprašam se, koliko od teh milijard je resnično srečnih? Skoraj jih štiri na prste. Tako. Zdaj pa Joška, oprost, malo se ti ukradil. Zelo v redu. Ja. Neverjetno si postal toleranten in ljubeč. Ja, enkrat pa moram. A veste, na drugo frekvenco sem prišel. Ker drugač bo on frekvenco spremenil, ne bo več kole govoril, ampak se bo drl na nje. No, tako. Ja, lahko še tole povem. To bo pa kaj. Tukaj vam bom dal, oziroma tole darilo ni, plitke. Vsak med vami bo imel takle plitek, pa če ga želi, naj ga izpolne tako. Svoja, kot se že reče, nomenklatura ali pa svoja osebnost ne izraži Franska M ali pa Lojze K, karkoli že. Vprašanje o svoji osebni duhovni poti, ki ga čaka v času vam dogodkov. Jaz se bom to pobral. Ne bom vedel, da je to tebe, ker je tisti LR, bo pa pomembno, ko bom nazaj listo dal, da bom vedel, da je to LR, ja, KB, evo, tako dalje. No, tukaj pa zastav vprašanje. Kaj mi je najbolj potrebno v duhu časa ustvariti? Ali bom preživela z srečno obliko težave, ki bojo nastale? Ali bo moje zdravje v duhu časa se popravilo? Karkoli, to so skromne, tihe želje, ki pa ne smejo gledati, ali bom na lotu zadev, ali bom nov avto dobil, ali pa avto nazaj dobil, ko me ga eno ukradil. Naj bojo tole duhovne impulzi. Jaz vam bom to kar prinesel. Doma bom pa naredil nekaj, kar sem se navadil, ali tako kot šamani delajo, se bom poglobil in bom duhovno zaprosil višjo inteligenco, višje duhovne sile, višja božanstva, da mi dajo odgovore na to. Zakaj? Zato, da bom lahko naredil eno pomoč
duhovne zrelosti. Kajti, veste, duhovni mir je največje bogatstvo, kar ga imaš v življenju. Ta pliger boste dobili, potem pa mi napišite to vprašanje, pa ga bo tale Matija bo to pobral, jaz bom pa na prihodnji seansi vam to razdelil. Kdor hoče. Inkognito, tajnovitost je sigurno, zato ker jaz ne bom imel tukaj nobenega vašega naslova, ker lahko je samo gor številka vaša, ki je boste dali, izmišljena, 8292, ampak moraš vedeti, kjera si se izmislil. Ne, da boš pa zamenil, da boš dobil številka od Dune Franske, ki ima vse druge pogoje življenja. Tako, to je eksperiment, ker sem že tak eksperiment izvedel. In sem prišel do česa, da so ljudje frapirani. Kajti dobili so odgovor, ki so ga večinoma najmanj pričakovali. Kajti človek živi ves v obliki zmote. Človek, ki je uverjen, da je že vse, kar je dobrega življenja in razvito in dejavno. Ne. Dobre stvari njih je pravzaprav ne znamo delati, zakaj ne. Ker smo preveč ozki, preveč notranjo blokiran. Veste, če bi pa bil kdo že med nami na taki stopni, bi ga pa gor iskal, ne gledal kot teh. Dobro. Punčka, pa bo Matija ti tole razdelil. Jožko bo pa med tem časom pa dopolnil program, zaradi česar je tudi on prišel, ker ima tudi on zapovedati veliko in lepega v obliki zdravljenja fizičnih in vsega. Tako. To je pa že moj področje, kar Ja. se. Ne gremo v njegov zelnik. Hvala za pozdrav. Veste, Oleg ima izredni dar govora. Nas povedati tisto, kar se pravzaprav, ker marsikdo ovne, da ne pove tako direktno, kot na on govori. Leto 12, ko je bilo v prvi temi, to smo ga vsi pričakovali. To so že stare napovedi. To je bilo prerokovano pred toliko in toliko tisoč leti. Vsi se bojimo katastrof. Zakaj se pa tega bojimo? Zato, ker vemo, da bomo izgubili ne samo svojce, ne samo materiale. Tudi naša življenja bojo ogrožena. Zato je strah prisoten pri vsaki taki napovedi. Ampak, če gledamo življenje, koliko ga je narisal Oleg, to se pravi, se rodimo in umremo. To je čisto sigurno. To je za vsakega. Čez 150 let ne bo šel noben. Mogoče. Zelo težko. To se pravi, to so dejstva. Zdaj, na kakšen način bomo pa šli? A nas bo povozil avto, ali bomo dobili licenco, ali bomo doživeli kakšno drugo katastrofo. Ampak v glavnem 100 let ne bomo več v teh telesih. To je čisto jasno. Zdaj pa, kako se bomo pa mi pripravili do tega odhoda, to je pa stvar zavedanja. To je stvar zavedanja. Mi
v glavnem živimo vedno v strahu, kaj bomo se izgubili. Od materijala, svojcev in lastnega življenja. Kako pa premostimo ta strah? Ta strah premostimo, kot je Ohrid rekel, če smo duhovna bitja, to je energija, ki se jo zavedamo v sebi. Ta energija je večna. Samo zaveste, da smo to je pa težko. To je pa težko. Mi smo vežbali to zdaj že par let. Kako začutim energijo v sebi. Ko jo začutim, vem, da imam notranjo energijo. Se pravi, to vedenje verjetno že imamo. In ko imamo to vedenje, smo v trenutku, in ko smo v trenutku, se tega zavedamo. In ko se tega zavedamo, vemo, da smo v večnosti. Skozi. Smo v telesih samo zato, da dobimo zemeljske izkušnje. Tudi materialne. To imamo možnost poznavati. In ne se bati, karkoli pride. Krog se vedno zaključi. Zdaj, a smo zavesto delali, a smo bili toliko, da smo to začutili, da smo večni, ali pa ne. Tisti, ko ve, da je duhovno bitje, mu ne bo težko priti v peklo. Tisti, ko se pa ne bo zavedal, ko bo pa pritisnen s strahom, to bojo pa vsi, od medijev pa do soljudi, vsi bojo v paniki. In ko je panika, pade energija. In ko pade energija, smo mi na stopni, ko bi rad presegel. Če nam znižajo energijo, smo mi na stopni vojn, smo na stopni borjenja, smo na stopni živali. Ali pa še hujše. Ker uporabljamo mozek, smo lahko tudi mnogo slabši od živali. In to dobo je Oleg kazal. To moramo mi preseči. Ne čakati, da bojo to drugi. Vsak za sebe. Vsak za sebe je tisti. A se boš ti ustrašil, ali pa boš sprejel. Vsi smo na tem, vsi smo na istem. Noben ni boljš. Trenirali smo, da se lahko se zavedali. Vemo, da je tudi nadjaz, da smo ne samo v telesih, ampak da imamo še nadjaz. In ta naš nadjaz v sebi. Samo dobiti je treba stik. Stik je treba dobiti. Ne poslušati drugega, ne poslušati mene. Sebe poslušajte. Vaš glas je pravilen. Vaš nadjaz vas bo vodil. Ne se naslanjati na svetnika, pa na unga angelčka. Tisti angelček je lahko črn.
Ni rečem, da je to prav. Vi se morate zanesti na sebe. Vi ste tako močni. Vi niste slučajno prišli na delavnico. Tako kot se nismo slučajno rodili. Slučaja ni. Ne po Marksu, ne po Hegelu. Vse je zakonito. Mi smo prišli na zemljo zato, da dobimo spoznanja o tretji dimenziji, o materiji. Ne gledati, kaj kdo krade. To je odziv vibracije, tako kot je Oleg rekel. Ljudje so preplašeni. Mislijo, bom pa z denarjem se bom pa postavil in bom bolj siguren. Ne boš bolj siguren. Šivanke ne boste nesli s sabo. Bom pa za otroke. Ne boš za otroke. Živite tako, ne kot da je poslednji dan. Živite tako, kot da imamo samo še 10 minut. Kaj bomo pa zdaj? A bomo grabili bajte, parcele, denar, ali to še pomembno? Živite tako, kot da živimo samo še 10 minut. Kaj bomo pa naredili? Ampak vsi bomo prišli v teh 10 minut. Vsi. Tako je to. Če nimamo notranjega zavedanja, notranje moči, notranje sigurnosti, smo tretji ustavi. Novih 26,000 let boste na istem sranju. Nismo naredili nič. Če ne bomo sebe premaknili, ne bomo sveta premaknili. Samo sebe. Sebe lahko premaknemo. Je pa to najtežje. Lahko šahovske figure prelikamo. To je malenkost. Ampak sebe zainteresirati. To je pa težko. Svojo navado opustiti. Sebe spremeniti. To je pa najtežje. Lahko je knjigo prebrati. Lahko je tudi debatirati o temu. Ampak nekaj narediti zase. Za svoje počutje. Za svoj dvig. Zakaj sem prišel na svet? Kdo sem? To se vprašajte. Kako je rekel Oleg? Pa biti pa srtne. Pa dihati pa jesti. Približno tako, ne? Oleg? Ja. Ja. Veste, nismo samo telesa. Smo duhovna bitja. In samo zbuditi se moramo. Zdaj pa vibracija. Ko bo pa do tega prišlo, te vibracije niso zastonj prišle. Te vibracije so prišle zato, da se mi spremenimo. To je za naš razvoj najboljše, kar je možnega. To ni nič slabega. A ne, s sistemom na zemlji nismo zadovoljni. Nastrupljamo to, nastrupljamo vodo, nastrupljamo bla. Ne? Prišli smo do točke, ki se mora premakniti. Mora se premakniti. Na nas pa je, da se tega zavedamo. Druge možnosti ni. In če vas bo pa strah prijel,
Strah vas bo pa peljal zato, da ne boste sigurni v sebe. Samo zato vas bo strah. Zakaj eni lahko umre kar? In še vsak je prišel, ki je povedal, kako je bilo, a ne? Kaj je šel po, ker je bil že na tem, da je šel. Vam je lahko pripovedoval, da to ni nič takega. Je prehod. In če smo mirni, če ste mirno to doživeli, te kataklizme, ko pridejo, boste napredovali. Če vas bo pa strah, za bajtok se bo porušal, za kaj pa vem, za tistega mačka, ki jo bo stisnil, pa kaj se vem, no, invalidi bomo, pa kaj vem, kaj bomo še vse. Vse to mora biti. Vse to moramo doživeti. Zato smo se učili tehniko, kako pridem v zdaj. To je bilo zelo pomembno. Zato sem jaz vedno, Oleg je rekel, zdaj bo pa on vdihaj govoril. Ja, točno, dih je življenje. Dih je življenje. Dih je najbolj osnoven na funkcija življenja. In če ta dih ne sprejmemo kot svoj, da tega ne obvladamo, nismo nič naredili. Nismo naredili nič. Dih in dih. Rodim se, krasno, bravo, vdihnujem. Lenček, ko grem, izdihnem. In grem v ponovni cikel. Poslušajte, če smo večni, tisti, ko ste energijo v sebi občutili, energija, če ste jo zavestili, je večna. In mi nadaljujemo to. Se bomo pa na druge planete preselili. Ampak energija ne mine. In če ste jo zavestili, se boste teh stvari spominjali. Če pa ne boste, pač energija bo itak, samo ne bo uzaveščena. Samo ne bo uzaveščena. Energija pa je. Mi smo tako močni. Mi nismo bogovi. Mi smo kreatorji. Kreatorji v energiji. In energija, ko se je sama sebe zavedala, se je hotela preskusiti in videti. Zato je iz tega kroga ko se energija zaveda, ni bila zadovoljna, da je samo zavedanje, ampak se je hotela videti. In se je ločila. Zdaj tukajle, pa tukajle, to je središče, ne? Ta energija se vidi od odzunaj not. In okrog tega središča pride zopet drug krog. In okrog tega središča zopet drug krog. In tako raste okrog in okrog, ko se vesolje širi.
In mi smo iz tega jedra šli ven. Mi smo odsev te energije. In mi se zavedamo, ko se zavedamo sebe, se zavedamo, odkot smo prišli. Iz tega središča smo šli v novo središče, v meglico. In je del nas ostal v meglici. Smo sprejeli del meglice. In tako smo šli potem do sonca. In smo bili v soncu. Del nas je ostal v soncu. In del sonca smo mi sprejeli. Tukaj je sonce. Jezus izhaja iz sonca. On nam govori o ljubezni. Ljubite se med seboj. To je sončna energija. Sonce nam daje skozi, ne glede, kakšen je kdo. Za sonce smo vsi otroci. Ne glede, je zločinca ali je svetnik. In od sonca smo šli potem na zemljo. Toliko se je mogla duh je moral narediti tako pot, da smo v takih telesih, ko se zdaj lahko to zavedamo. In ta doba, ko je zdaj prišla, veste, Oleg je rekel, koliko milijard? A mislite, da je to slučaj? Da je toliko milijard, zdaj kar naenkrat je pa toliko milijard. Prišel je taka doba, tak trenutek, ker vse duše so hotele to doživeti. Zato nas je toliko. In prišli so iz celega vesolja to opazovati, kaj se bo zdaj to zgodilo. Zato je zelo pomembno, da ste veseli, da ste mirni. Karkoli se dogaja, se to zaradi nas dogaja. To smo mi kreirali. To je naša kreacija. To je naš napredek. To je naše življenje. To je tista zadeva, ko smo mi hoteli tako. Vsi bi radi revolucijo. Evo, zdaj pa prišla. Kako jo bomo sprejeli? Da bomo mirni. Da ne bomo zdaj, joj, kaj pa bo? Nič tacga ne bo. Če bomo vse, bomo napredovali. Če pa ne bomo, bomo pa pač na tej stopni, ki smo. Tudi to. To sem vam hotel povedati z letom 12. Leto 12 je vedno, kaj umreš. To je zate konc časa. Zdaj se čas ustavlja. Se pa pač ustavlja za zemljo. Ampak zato, da bo zemlja zopet zaživela. A smo pripravljeni na to? Ali nismo? Ali nas bojo samo plašili? A ne? Ja, ni dela. Ja, ne bo to. Poslušajte, dokler dihate. Dih je energija. Dih je hrana. Dih je življenje. Lahko vam vzamejo hrano. Ampak da se živeti od diha. Življenje je od diha, ne od hrane. Dih je osnova. No in tole dihanje bomo mi dali ponove, pa bi jaz rad vedel, koliko vas
je prišlo do tega, da ste lahko opazovali misel. A mi dvignete roko, prosim. No, fino. Dajte se mal, ne, dvigajte roke, pa se mal pogledajte. No, dajte dvigajte. Ja, evo, pogledajte se. Toliko vas lahko opazuje misel. To je zelo dobro. Ker če ste do te stopnje prišli, da lahko opazujete misel, to se pravi, da veste, da je nekaj drugega kot pa misel. Jaz nisem misel. Jaz sem dosti več. Jaz sem tako čutil, ko lahko opazuje misel. In tukaj je oslovski most, da obvladate sistem, da veste, da ste duhovna bitja. Ko enkrat to veste, ko je lahko. Sej vas bo material še malo. To, dokler bomo hodili po zemlji, bo material. Samo osnovno se morate zavedati. Ni me strah, karkoli pride. Vse, kar pride, pride točno zato, da bom jaz zrasel. To je bistvo. To je bistvo naših delavnic. Da se tega zavedamo. Ko bomo to vse čutili, je ljubečnost tukaj. Kaj pa drugega kot ljubezen? Ljubezen je to, da živim. To je milost. To je največji dar življenja. Ima kakšno drugo boljšo kvaliteto? Ali lahko kdo pove kakšno boljšo kvaliteto kot življenje? Največ. Največ, kar imamo. In to se moramo zavedati. 10 minut imamo. 10 minut. Ne eno leto. Ko moramo živeti, kot da bomo samo še 10 minut. Čisto vse. Čisto vse. Kaj je? Važen je, da to v sebi ozavestiš. Da si v sebi trden. Da te ne bojo spravili na nizek nivo. Čim te bojo spravili na strah, si ob energijo. Si ob energijo in boš lepo ostal tretji. To je ključ. To je ključ. Drugega ni. Pa gremo kar na praktično. Bomo lepo ponovili dihanje. A ima kdo mogoče kakšno vprašanje glede tega, kar sem govoril? Vse jasno? Pa to, evo. Da nas nekdo kontrolirajo, od zunaj nas kontrolirajo. Kdo bi bilo to? Slušajte, vse, kar niste v sebi, imate kontrolo drugih. A so to ljudje, a so to angelčki, ali so to parkečki, ali so to ljudniki, ali so to kaj ste jim. Samo niste to vi. Kadar ste pa v sebi, ker pa točen veste, nobenega parkečka, pa nobenega angelčka, pa nobenega. Nič, jaz in moj nadjaz sva primarna. To pomeni, da se mi odstranimo in sprejemamo tuje. Absolutno.
Vsi smo v istem zosu. Če sem v sebi, vem, me nič ne moti s Angelčem, ki mi nekaj govori. Ko tudi mene sprejemete, nisem jaz ta prav, ampak vaš nadjaz je tisti, ki vam govori. Dobite kontakt. To sem vas tudi učil kako. Ko dobite kontakt, to je tako vse vedeti. Ni problema. Ne poslušati nobenega. Ko ste v sebi, ste v trenutku, ste v zdaj, ste sami svoji, ste zadovoljni s sabo. Imate tako rekoč blaženost v sebi. Ne glede, kaj se dogaja. Če je orkan okoli vas, vi ste v očesu orkana. Vi ste tisti, ko odločate o sebi. Ni drugega. Ni drugega. Lahko pa verjamete. Kar verjamete. Ampak to je tretja dimenzija. Vse vere, vsa politika, ves gospodarstvo, vsi delajo na strahu. Zato, da vam ubijajo strah v strahu spoštovanje do avtoritete. Vi ste prišli, koliko jaz, na zemljo in ni slučaja. Ni slučaja. Če smo tukaj, naredimo nekaj, bomo se pa srečali. Imamo zadnjih 10 minut. Vprašanje bi imela. Ja? Če imamo povabilo, da nismo na zemlji, da gremo drugam. Nisem za tukaj biti. Jaz sem za tukaj. Jaz sem pa tukaj smo.